Pred dobrim mesecem dni se je zaradi vojne v Iranu promet čez Hormuško ožino skrčil na nekaj odstotkov. Zakaj je tako pomembna? Koliko nafte je pred vojno potovalo po tej ožini in kakšne bi bile posledice totalne vojne in popolne blokade te ključne pomorske poti? Jani Muhič. Hormuška ožina. Na zemljevidu se zdi široka 39 km, v resnici pa je plovna pot široka le dobre 3 km v vsako smer. Skozi ta prostor je vsak dan potovalo od 17 do 21 milijonov sodčkov nafte. En naftni tanker vsakih 6 minut, podnevi in ponoči. Ta ožina je nekakšna vitalna arterija svetovnega gospodarstva in Iran ima sredstva, da to zaustavi. Ima približno 5000 pomorskih min, približno 1500 hitrih čolnov za napade, sposobnih delovati v rojih in sisteme obalnih raket, ki pokrivajo celotno površino ožine. Vojaške ocene kažejo, da bi lahko ožino popolnoma zablokirali v 72 urah. Na drugi strani so Združene države Amerike na tem območju zbrale dve bojni skupini letalonosilk, eno v Arabskem morju, drugo v Rdečem morju, ki lahko skupaj dnevno izvedeta na stotine misij v zraku in pod vodno gladino. Približno 12 podmornic patruljira. Vsaka je opremljena z raketami Tomahawk z dosegom 1600 km. Če bi se napadi še razvili, tudi s kopensko invazijo, bi vojna trajala še dlje. In samo 30-dnevna popolna blokada Hormuške ožine bi povzročila za $2500 milijard svetovnih izgub. Cena nafte bi lahko presegla $200 oziroma dobrih 172 evrov za sodček. Evropa bi izgubila 35% oskrbe s plinom. Zato v tem trenutku ne govorimo zgolj o vojaškem spopadu, govorimo o krhkem ravnovesju med dvema silama, ki natančno vesta, kaj lahko izgubita. In obe vesta, da v totalni vojni ni zmagovalcev.